Pozdravljeni, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Eurovizija je mimo, slovenskim predstavnikom ni uspelo, je pa vsaj naša delegacija pokurila nekaj slovenskega denarja. Zmagal je 23-letni Norvežan Aleksander Rybak, ki je imel z našimi Kvartissimo skupno vsaj eno stvar, violino v rokah. She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. Mesna industrija Primorske ali MIP in Pomurka sta od začetka aprila v stečaju, zaradi česar se je Slovenija znašla v težavah. Obe družbi sta namreč pred stečajem prejeli evropska sredstva, ki pa jih bo zdaj treba vrniti v evropsko blagajno. Ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Milana Pogačnika skrbi tudi za ugled mesno-pridelovalnih družb. Glede mene bolj zanima usoda delavcev in to, da se povrne proizvodnja nazaj na MIP in da se pravzaprav MIP povrne ta ugled, ki ga ima, kot sem rekel, pri nas in v svetu. Ali je zgodba dveh gospodov Vovk zgodba o tistem prvem neuspehu slovenskih tajkunov? Težko bi na to odgovoril. Jaz mislim, da se o tajkunih v Sloveniji tako govori, da mislim, da bi zelo težko to zgodbo o lastnikih MIP-a dal v prvi razred te obravnave, če lahko tako rečem. Ampak jaz se predvsem ukvarjam s kmetijstvom in s problemi kmetijstva. Hvala. Ja. Minister za finance Franci Križanič je zaskrbljen tudi zaradi Istrabenza, še enega slovenskega podjetja, ki je tik pred stečajem. Odnos bankirjev do Istrabenza je tak, da smo se znašli v položaju, v katerem upniki ne morejo vplivati bistveno na ravnanje podjetja, ki se je znašlo v težave, dokler to podjetje ne pride povsem v stečaj. Potem pa, ukolikor se dogovorijo s stečajnim upraviteljem, lahko zagotovijo normalno delovanje podjetja naprej. To se zdaj kaže pri primeru MIP-a, kjer kaže, da bo vendarle uspelo nadaljevati dejavnost tega podjetja, če bo prišel ustrezen strateški partner. Medtem ko pri Istrabenzu pa je tako, da zadeva še ni v stečaju in da uprava oziroma lastniki, ki so to podjetje spravili v tak težek položaj, z svojim konfliktnim odnosom do upnikov ustvarjajo razmere, v katerih lahko podjetje pride v stečaj in bodo ostali lastniki te velike družbe brez vsega. Na Prešernovem trgu je v soboto potekala dražba predmetov znanih Slovencev, katere namen je bil zbiranje sredstev za neodvisno življenje hendikepiranih. Za osebne asistente so organizatorji na sami dražbi zbrali kar 5700 evrov. Da kdo več kot 60 evrov za uro Jureta Logike. Človeka z žametnim glasom in, kako se temu reče, in... Torej 60 evrov prvič, 65 evrov. 65 evrov, Jure Logika. 65. Poglejte, dva roza zajca, a data mogoče roza zajca kaj več za uro Jureta Logike. Torej imamo 65 evrov, 75 za gospodično v rumenem. 62-letni Rudi Hiti je legendarni slovenski hokejist z bogato zgodovino. Nekdanji napadalec Jesenic in Olimpije je 17-kratni udeleženec svetovnih prvenstev in 2-kratni udeleženec olimpijskih iger. 2-krat pa je bil tudi tik pred vhodnimi vrati najmočnejše hokejske lige na svetu. Dovolj razlogov, da so ga pred dnevi sprejeli v hišo slavnih Mednarodne hokejske zveze. To je veliko priznanje za mene, veliko priznanje za mojo generacijo, za vse trenerje, ki so mi vzgajali, veliko priznanje za državo. In odzunaj sem videl, da doma se kjer malo pozablja določenih stvari, odzunaj se me še zelo veliko ljudi zelo spominja, ker eni so zdaj funkcionarji, eni so sodniki, eni so vodji reprezentanc, tako da novinarji tega je in tudi vseh teh čestitk za sprejemo hišo slavnih je bilo zelo veliko. O visokem šolstvu komentar dneva Matej Makarovič. Pred časom sem domneval, da bo visoko šolstvo v prihodnjih mesecih eno od področij konfrontacije in zdaj se to očitno tudi dogaja. Osrednja točka postaja sporna sprememba zakonodaje na področju visokega šolstva. Manj jasno pa je, katere strani se bodo v tej konfrontaciji sploh izoblikovale in kdo bo na kateri strani. Le zelo površen opazovalec bi lahko v tem videl
konflikt med javnim in zasebnim ali celo med levim in desnim, saj je zadeva v resnici precej bolj zapletena. Še najbolj jasna je pozicija vodstva ljubljanske in morda še mariborske univerze. To so ljudje, ki tradicionalno niso bili vajeni niti konkurence, niti kritike in česar niso navajeni, težko prenašajo. Priznam, da tako ciničnega odnosa do akademske svobode, kot ga ima vodstvo ljubljanske univerze, še nisem videl. Zanj so profesori predvsem nekakšno tržno blago, ki se za 25% provizijo prodaja naokrog, kar je poleg izkoriščenja študentov na izrednem študiju donosen tržni vir dohodka. Vodstvo ljubljanske univerze ima rado trg, a samo, če ima na njem monopol. Zato težko prenaša konkurenco, kar so pokazali s svojim odzivom na razvoj novih fakultet po slovenskih regijah. Še težje pa prenašajo kritiko, kar so pravkar pokazali s svojim besnim odzivom na peticijo 50 doktorjev znanosti in članov akademije v zvezi z avtonomijo na področju visokega šolstva. Na stran vodstva ljubljanske univerze se je že v izhodišču postavil tudi minister Golobič, morda zaradi ujemanja v stališčih, še bolj verjetno pa zato, ker je ocenil, da bo ministrovanje ugodnejše in udobnejše, če bodo na njegovi strani. Pozicija ostalih je manj jasna. Mnogi gospodarstveniki in vodilni lokalni politiki si ne glede na politično barvo želijo razvoja kakovostnega visokega šolstva po regijah. Predstavniki Študentske organizacije Slovenije, ki so na Svetu za visoko šolstvo nedavno soglasno podprli akreditacijo nove univerze, očitno niso več usklajeni s svojimi rektorji. V javnosti se artikulira cela vrsta raznih interesov, novih delitev in novih naravnih zavezništev. Vse to pa pomeni, da je čas za temeljit razmislek in predvsem za široko odprt dialog, ne pa čas za hitenje s slabo premišljenimi zakonskimi rešitvami, kakršne so predlagane spremembe zakona o visokem šolstvu, ki bi koristile predvsem zelo ozkemu univerzitetnemu vrhu v Ljubljani in morda še v Mariboru, ne pa tudi študentom, profesorjem, razvojnim ambicijam po regijah in gospodarstvu. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Danes se bo pričel že 25. mednarodni festival Druga godba. V klubu Cankarjevega doma bo najprej ob 17:30 nastopil Viktor Deme iz Burkine Faso, v Križankah pa bosta nato prvi drugogodbeni koncertni večer otvorila francoski glasbenik leta 2008 Abd al-Malik in pred njim Branko Završan s slovenskimi šansoni Jacquesa Brela. Spevno je, ja, to je ena od osnovnih zahtev, ki sem se jaz zadal, je vse to, da se ga da pet. Zdaj tudi, če se kje kakšen pomen malo zgubi ali se ga predstavi, spervertira, bo pomagal. Važno je samo to, da je tekst, ki bo peten, čeberljiv, petljiv, speven, ja, ki bo pet, šest. Mi je všeč nova beseda. Še vreme, se vam zdi normalno, da je 18.5. 28 stopinj? Vam za premislek. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.